Za življenje. Specialni pedagog Marko Juhant. Dober dan. Je v našem studiu gospod Marko Juhant. Dober dan. Dober dan. Nekoliko drugačen termin najinih srečevanj še vedno ostaja, sicer druga sobota v mesecu in to vsake 2 meseca se srečujeva, tokrat pa izjemoma ob sklepu meseca. Kar nekaj časa se zato nisva videla dlje kot običajno in se spodobi, da vas povprašam, videti ste dobro, je kaj novega, ste kaj lepega, prijetnega doživeli, kako sploh ste, Marko? Ja, moram reči, da kar v redu, no. Je pa tako, ne, vsako življenjsko obdobje prinese določene izkušnje in kakšne ne moreš prav odrezati ali pa prekiniti, ker tako rabi svoj čas in včasih to tudi narekuje tvoje življenje. Po drugi strani znaš ceniti dneve, ko se zelo dobro počutiš, ko srečaš koga od prijateljev ali pa ko si preprosto doma v domačem okolju z ženo pa z otroki, če pridejo na obisk in tako naprej. To so trenutki, ki jih lahko ceniš, pa seštevaš, pa se jih veseliš. Imaš lahko zelo preproste pogovore, lahko imaš zelo globoke misli. Je pa res, ko enkrat razrešiš tiste temeljne življenjske, da ne rečem materialne stvari, kako pa kaj pa bomo zdaj, pa kako bova pa midva zdaj na starost, pa kako najni otroci do naju in tako naprej. Ko te stvari nekako razrešiš, potem se lahko posvetiš vsakemu dnevu posebej. In zdaj šele mislim, da prav razumem tisto, da danes živeti. Ne jutri, ne živeti samo iz spominov, saj so krasni spomini, ampak ni dovolj. Še vedno je treba doživeti vsak dan kakšno prijetno stvar, kakšno malenkost. Pa je to mogoče, vidiš, da sosedove češplje začenjajo cveteti, tole sadje koščičasto, ima tako intenzivne barve, a ne, pa če opaziš, rečeš, wow, še zmeraj me malo pomlad, me pa še zmeraj malo premakne, a ne. To se pravi, da toliko pa vendarle še nisem star. Navdušenje se oglasi vsake toliko. Ja, tako. In Marko Juhant, običajno sva tudi mi dva zelo navdušena nad odzivnostjo poslušalk in poslušalcev, nad njihovimi zelo iskrivimi vprašanji, zato jih kar povabiva k sodelovanju, naj sami povprašajo, izdavale to, da se bova pogovarjala o dvojini, o partnerstvu, kako oblikovati odnos, kakšni naj bi bili medsebojni stiki med žensko in moškim v partnerstvu, starševstvo bova posebej izpostavila, 01 512 10 00 je telefonska številka, ali še v režiji pa lahko tudi napišete vprašanje, pa s tem ohranite svojo neprepoznavnost, da ostanete anonimni na studio@ognistce.si. Se vam zdi pomembno, Marko, da se več pogovarjamo o kakovostnem odnosu, kako ohraniti zvestobo, kako delati na sožitju, kako ostati z nekom, če se partnerstvo začne, kljub izzivom, mnogi rečejo, pa so lahko prišli do zelo globokih propadov, da se je splačalo, da so zdržali v času preizkušnje in krize, potem se je lahko odnos še poglobil in lahko sta šla še bolj kakovostno naprej. To so seveda zelo različne izkušnje, ker je zelo specifično in individualno, ampak na splošno. Vaše mnenje, koliko se o tem pogovarjamo, se dovolj ali krepko premalo? O dvojini, o dvojnosti, moški, ženska, odnos. Jaz sem prepričan, da je tega premalo. In tudi tega vlaganja v partnerstvo. Jaz pogrešam to, ko se pogovarjam, recimo, ali pa ko sem se pogovarjal s starši, ugotavljaš, da sta starša nekako samo videla samo drugega, samo še kot starša, kot mamo, kot očeta, ne pa več kot partnerja. Tam je bil zakon potem na hudi preizkušnji. Ampak starševstvo je samo eden od vidikov partnerstva. Samo eden. In če so težave v partnerskem odnosu, bo starševstvo škripalo, sem prepričan. Če
pa imamo partnerski odnos urejen, bo starševstvo bolj uspešno, ne glede na to, s kakšnimi konkretnimi situacijami se lahko v življenju srečujemo in so lahko zelo naporne, zahtevne, pa vendar prinašajo zadovoljstvo. Ker pozabljamo, da tisto, kar je zlahka dobljeno, kar je vedno na voljo, to nima posebne cene, nima vrednosti. Če pa jaz v partnerstvo vlagam, če sem se pripravljen pogovarjati, če sem pripravljen narediti določene stvari za to, da bo bolje, če sem pripravljen stopiti iz svoje cone ugodja za to, da bo tudi partner, tudi, ne samo on, tudi on, jaz torej in moja partnerca, da bova oba zadovoljna, potem to partnerstvo dobi na vrednoti, dobi višjo, pa sej ne moreš v financah, ampak ceno dobi. Dejansko je vredno več in ga ne opustiš kar tako. Je pa res, da na začetku mnogi težava je v iskanju partnerjev. Težava tudi zato, ker ne znamo iskati. En del vloge je gotovo, kako različno iščemo moški partnerice in kako partnerice iščejo svoje partnerje, a ne. Kako pa jih, Marko, lahko to na hitro? Ženska išče partnerja v celoti. Gleda paket. In ta paket ima lahko kakšno napako. Eno, večjo napako ima lahko. In je še vedno zelo v redu partner v njenih očeh. In običajno je tako, da če gremo po mestu, pa vidimo kakšno znano osebo, nekoga, ki ga poznamo, žensko, in vidimo prvič njenega partnerja. Mislim, a tole je njen mož? Mislim, kako pa lahko, ne? Ker kaj se z mano zgodi? Jaz vidim, najprej opazim napako. Taki smo. To je zelo, pri mnogih ljudeh je tako. Najprej opazim napako, ne vidim pa celega paketa. In seveda želja ženske je, da bi to napako na nek način odpravila, ampak ponavadi se ne da, ne. Medtem ko moški vzame partner, ko jo izbere zaradi ene same lastnosti. To je lahko smeh, to je lahko nekaj, kako pogledajo z očmi, to so lahko take stvari, ki jim včasih rečemo tudi fetiš, ne. To lahko so dolgi košati lasje. Nekaj, kar ga privlači. Nekaj, kar ga en del lahko čisto telesen, ki ga posebej privlači. In zato bo zaradi tistega enega dela bo izbral celo žensko, ne. In pričakuje moški, da se ne bo spremenila. Pa se. No in zdaj imamo žensko, ki pričakuje, da se moški bo spremenil, pa se ne. In žensko, ki pričakuje in moškega, ki pričakuje, da se ženska ne bo spremenila, pa se. In gre ravno v drugo smer. In zdaj je tisto izhodišče tako pomembno, po katerih vrednotah smo izbirali. Poleg tega dvojega, če se zavedamo, ne. A je recimo oče povedal svoji hčeri enkrat jasno in glasno, ko je bila stara 15, 16, 17 let in se je navduševala nad kom, ki ima, wow, kakšen avto ima. A ji je povedal, posluš, otroci ne bodo podobni avtu, ampak šoferju. Šoferja izbiraj, ne avta. Šoferja dobro poglej. A bo povedal to? Ne? In ravno tako, ali bo mama sinu povedala, ko izbiraš, daj poglej več lastnosti, ne eno samo. Daj poglej, če gre kaj na živce, ker tisto, kar ti gre čisto rahlo na živce, ti gre čez leta lahko hudo narobe, a ne? Ne moreš sprejeti. Neka lastnost, ki se ti ni zdela tako moteča, potem je pa z leti vse težje. In če se jaz nisem pripravljen pogovarjati, to je pa druga stvar. Na začetku partnerstva, kaj izbiramo?
a izbiramo punco, žensko za trenutno življenje, ali si želimo tudi, ali izbiramo tudi potencialno mamo. In ali gospa izbira moškega, ki ji bo uresničil njene načrte, ali pogleda in razmišlja tudi o tem, kakšen oče bo, če se odločata za trajno druženje, recimo, če se odločita, da se ta poročila, a se poroča z bodočim očetom, ali je to samo nek vznemirljiv moški. Ker izbira bo čisto drugačna, če bo pomislila tudi na to. In moški, če bo pomislil, koga zdaj jaz izbiram in za kakšno funkcijo. Še ena stvar se mi zdi grozno pomembna. Vsakdo od nas ima v življenju kakšno izkušnjo, s katero se ni pripravljen ponovno srečevati, recimo si jo srečeval doma, pa je noče srečevati v svojem zakonu. Te tako moti. A ne? Tlej lahko svojo izkušnjo povem. Moj oče je bil alkoholik in to nasilen alkoholik. Preden sva se z ženo poročila, sem rekel, vsem sem se pripravljen pogovarjati, karkoli se v življenju zgodi, karkoli življenje prinese. Ampak če prideš pijana domov, adijo, sva zaključila. Ena tema, ki je izključena, absolutno konec. S tem se ne bom ukvarjal. S tem sem se ukvarjal, ko sem bil otrok pa najstnik, kot odrasli, pri partnerki, pri ženi. Nikoli ne veš, kaj bo pri otrocih. A ne? Ja, smo porihtali. A ne? Oba spijeta, tako kot midva tudi, z veseljem, kozarec ali dva, ampak pol se pa neha. In ni treba paziti, kdaj bomo nehali piti, ne midva, ne najin otroci, ker se sam ustavi. Zakaj? Ker te zavore nekako so pri otrocih z vzgojo ugrajene, pri nama pa skozi življenjske izkušnje. In se nama o tem ni treba pogovarjati. Potem se pogovarjava samo še, kdo bo vozil, torej ne bo pil, ne? Kdo bo vozil. In če je kakšna taka situacija, o kateri vemo, pač se raje zorganizira spanje tam pa. Marko, seveda iz svojih izkušenj izhajate, ampak ste imeli res toliko desetletij, veliko pogovorov s starši. Kako ključen je ta dialog, da se o mnogo rečeh prepogovarjamo, da so jasna stališča in ali se tega dobesedno naučimo, kako se prav pogovarjati. Tudi ko smo na začetku zveze ali če smo že nekaj časa v zvezi, kako se ta pogovor izpelje, kako pomemben je, kako se učiti tega dialoga, ker verjetno je samo pogovor tudi neka predplast ali temelj, da bo šlo v razvoj, da se lahko razvije. Ja, zdaj, hvala Bogu, smo različni. Moški in ženske, žal pa mnogokrat ne dobimo tiste informacije, kako se pogovarjati, kako se moški pogovarja z žensko in kako se ženska pogovarja z moškim. Na različne načine. Tudi ta vidik, zakaj se gre kdo pogovarjati o nečem, je lahko zelo različen. Če recimo pride žena k možu z neko zadevo in mu razlaga, neko stvar mu razlaga in kaj je v nas moških. Že od staršev od mame smo pričakovali. Mama, če je prišla in nekaj razložila, je rekla, tole uredi, tole pospravi, tole popravi, tole odnesi, tole karkoli že. Treba je bilo zadevo urediti. Ne poslušati samo, ampak urediti. Medtem ko v partnerskem odnosu je pa ključno, da jaz poslušam do konca tisto, kar mi ima partnerica zapovedati. Ker morda niti ne iščem moje informacije, kaj jaz mislim o tem, ampak gre še enkrat skozi vse svoje scenarije na glas in mora zelo logično razmišljati, zato da meni dopove, o čem govori. In pride do lastnega sklepa, brez da bi se jaz sploh oglasil. Vendar moram biti prisoten, priseben, moram biti tam.
Lahko pa vprašam ti, kaj zdaj rabiš od mene. Mogoče bom dobil odgovor, nič, samo fino je, da me poslušaš. Jaz se moram to zmeniti ali pa, daj povej, kaj misliš, kaj bi ti naredil. Malokrat bo rekla, kaj mi svetuješ, to ne bo. Ona se je že odločila, kaj bo naredila, a rabi pa potrditev, ne? Ali pa če morda tudi konkretno vpraša, kaj pa če bi takole in takole. Odgovor moškega je lahko vedno ja. Vedno je lahko ja, čeprav lahko potem spretno tudi to spremeniš v ne. Kako se temu pristopi, rečeš ja, ampak. In postaviš dodatno vprašanje. Če imaš neke dvome, pomeni ja, strinjam se, ampak tole me pa skrbi. Torej, dobro, če ponoviva in obnoviva, da se bo res vtisnilo v spomin, ko ženske pripovedujemo, mlajše, starejše. Ne dajati nasvetov. Samo poslušalca potrebujemo. Če bomo želeli na svet, bomo res brez jasno vprašali. Aha, in moški ni najbolj prav, če začnejo ko moški začne zaključevati. Ni prav. Pa če ženska pove moškemu, samo poslušaj me, se bo razumel, se to nauči lahko hitro, ali je tako globoko v njem, da zaključuje? Da lahko, samo potem je pomembno, da odloži telefon, pa da tudi se ne odziva, tudi če se nekaj dogaja. Telefon bojo že poklicali, bom že pogledal. S tem dajem prednost. Komu dam prednost? Neznancu, ki me pokliče in ima vedno prednost pred mano? Ali kako? To je približno tako, kot če žena postreže kavo. Sosedi, ki jo ne mara, pa meni. A ne? In če je ena od skodelic zadnji hip ugotovi, da je kavo že nalila in je ena skodelica oškrabana. Kdo bo dobil to oškrabano skodelico? Upam, da ne mož. Jaz tudi, ampak ponavadi je tako, da jo mož dobi. Za moža je še dobro soseda, ki jo ne mara, dobi pa najboljšo. Vrstni red je zelo važen. Torej smo zdaj med vrsticami dobili še eno pomembno sporočilo. Kaj pa, če se zdaj presaviva v drug spol, kaj pa, ko moški pripoveduje? Ko moški začne pripovedovati, težko se pripravi k temu, da pove in bo povedal enkrat. In če ne bo poslušan, če ne bo imel občutka, da je naletel na ušesa, na nekoga, ki ga posluša in ki ga dodatno te vpraša in tako naprej, bo nehal. To bo tema, ki jo bo ohranil zase, je nikoli več ne bo odprl. Ponavadi naredimo enkrat. Če se da te stvari rešiti, če lahko dobi moški na svet, potem seveda ga z veseljem uporabi. Dobro je tudi, da dobi ta občutek zaupnosti. Tisto, kar moški pove, tisto, kar moški stori, ne sme priti v javnost, kar se dogaja doma. Ne vem, to so lahko malenkosti. Naši skačejo zdajle in bodo zastave plapolale in bodo medalje in ne vem kaj. In kakšen moški, ne vem, kar mnogo moških odraslih, ob navdušenja od vseh silnih čustev, spusti kakšno solzo takrat, ko, ne vem, himna, uno, drugo, tretje, no in če čez 3 tedne se mož neki druščini, prijateljev, znancev in tako naprej, kakšno tako moško reče in če žena takrat reče, zdaj je že korajžen, televizijo gledaš pa jokaš, ker zastavami mahajo, konc. To je ponižanje. To je stvar, ki mora ostati tam. Če ne more izraziti svojih čustev, jih pač ne bo. Drugič se bo zadržal in zato tudi tražiš videti, da žena ni zraven, ko gleda televizijo. Enako rečemo za moškega. Moški ne sme pripovedovati naprej tistega, kar mu žena zaupno pove. In načeloma so vsi pogovori med možem in ženo so zaupni. To ni kar naprej za pripovedovati prijateljem in tako naprej. Ni. Preprosto ne.
Čeprav obstaja neki hecev na ta način, da če ima žena neko skrivnost, jo ne sme prijateljici povedati, ker bo skrivnost razkrita. Ampak mora možu povedati, itak je ne posluša. Ne more naprej povedati. Ne? Ampak, ja, če v pravem partnerstvu, pa to teče. Ne? In so različni primeri, tudi različno se odzivamo, različno, ne vem, kako, včasih so malenkosti. Recimo, da sva šla z ženo, pa sva počistila garažo in pol reče ti, ja nimaš še neki beleža, deva še pobed. Ok, ti zaščiti, jaz bom urediva in na koncu se odločva, ti tole je bilo pa krasno. Vroče žejna, a bova eno pivo. Dejva ga. Če jaz to delam s svojim prijateljem in je moj prijatelj po diagonali stoji na un strani, jaz bom tisto kantico piva prijel in mu jo vržem. Če delam to z ženo, bom šel jaz lepo po kozarc in ji nalil tisto pivo in tudi svoje, morda bolje je, tudi svoje nalijem v pivo, trčva in nazdraviva najinemu uspehu. To je čisto drug način proslavljanja. Če ženi vržem tisto pivo, se bo počutila tako, piš me v uh, mislim, ponižano. Medtem, ko če prijatelju prinesem kozarc, a ne veš, da jaz pijem z konzerve. Ne, različno z različnimi ljudmi. In jaz moram svojo partnerko in partnerka more svojega partnerja more poznati in vedeti, kako načelno funkcionira, pol so pa še drobne posebnosti. Slišati je, ko vas poslušamo enostavno, ampak to so ta, lahko bi rekla, osnovna pravila, ki jih pa v glavnini večinoma nimamo. Niti ne vemo zanje in zato je potem toliko nerodnosti in delamo ravno tisto, česar ne bi smeli in potem se začne odnos krhati in je vse več slabe volje, zapletov, nezaupanja. Potem pa skušamo krpati, popravljati, kolikor nam le uspe, ampak velikokrat zelo odvojeno potem nadaljujemo svojo pot, ker smo pač nekaj skupaj ustvarili, so otroci, smo zaposleni tako ali tako že s kariero, z delom, pa nekako kar skupaj potujemo skozi življenje. Se pa pokažejo te stvari potem, ko morda otroci odidejo, ko sva znova samo sama, ne? Ko sva znova samo dva, ja. Takrat se pa potem pokaže po tolikih desetletjih, kako tako, sva gradila na odnosu, Marko, to drži? Ko se drži, ko se gnezdo izprazni, a ne, je potem sta samo še. Ali zaključi kakšen projekt, pravijo, ko se hiša uredi, stanovanje? Dokler imam zakaj? Zato, ker prej imava skupne načrte. Prenoviti hišo. Ko je hiša prenovljena, ali nimava več skupnih načrtov, ker sva vse energijo, denar in vse vložila tja. Če pa rečeva, najskupni načrt pa je, ko bova tole prenovila, greva pa za 2 dni nekam sama, nekam na lepše, kam se posvetujeva, kam bova šla, nekaj lahko greva nekam, kjer sva se že dobro imela in bova ponovila in veva, kaj pričakujeva, lahko nekam na novo, ampak to, da jaz takoj začnem planirati naprej, da nekaj pričakujem, nekaj skupnega, ne nekaj ločeno vsak zase. Seveda mora biti tudi čas zase. Bog ne dej, da bi takrat, ko se gnezdo sprazni, pa če sta še v penziji, da ves čas tiščita skupaj, se bosta prenajedla en drugega. Takrat pridejo prav hobiji, drobna opravila. Zadnjič sem videl v nekem filmu, je bilo krasno, je vprašala ena mlajša gospodična, vpraša gospod starejšo, upokojenko že, prav, pa se vam da vsak dan takole pospravljati pa to. Prav, ja, zdaj odvisno, kako to vzameš. Če vzameš to kot pospravljanje, kot nekaj, kar si sovražil kot otrok, je to zelo naporno. Če pa vzameš to kot nekaj obliko meditacije, lepo en ritem si izbereš, nekaj delaš po dnevih, nekaj po tednih, nekaj tako, je pa to lahko prav sproščujoče, prav pa še takrat razmišljaš o stvareh, ni se mi treba ukvarjati z možem, ni treba nič, on tudi ve, on ima tudi svoje ritme in rituale in vsake toliko časa
ti rituali oba pripeljejo skupaj. Recimo, h kavici, ne vem, jemljeva nekaj, kaj pa vem, zdaj si izmišljujem, magnezij, za kosti, pa da ne bo krčnih mišic, krčev v mišicah in se nekdo spomni, ti, prideš, bom sem pripravil tale napitek, pridem in se ustaviva in potem greva spet vsak svojo pot. In vsakeč, ko prideva, je fino in se pogovarjava. In potem imam možnost refleksije. Sam pri sebi lahko razmišljam, se nama odvija tako, kot si jaz želim. In včasih ugotovim, da ne. Da nekaj prej sva se pogovarjala, takoj sem videl, da ni bilo v redu, ker sem rekel, ampak nisem odreagiral, ker nisem vedel, kako. Zdaj imam pa jaz čas eno tako univerzalno, kako se stopi nazaj na ta pravo pot, en pripomoček je zelo dober. In to je, da rečem, prejle sva se v tem pogovarjala, veš, ni se šlo tako, kot sem si jaz želel. Ni čist dober občutek, da sva, lahko tole. In greva še enkrat skozi tisto urediva, v miru, brez napetosti, brez in želel sem tole in tole, pa čudno je ven izpadlo, ne. Mogoče bi rekla, saj sem razumela, saj sem te razumela, saj jaz sem tako to vzela. Super. Jo lahko samo za hip objamem in je zadeva razrešena in potrjeno tisto najino partnerstvo. Zdaj, dotik sam, jaz mislim, da je vreden ene cele oddaje, ker tega je pri ljudeh premalo. Mi smo narejeni na dotikanje. Zanimivo, kako vemo, da je treba dojenčke vse prešlatati, pa pretacati, pa tak, ne? Pa kako je treba domače živali to, kako je pa treba moža pa ženo, to pa ne. To je pa ujfuj, ne? Posebej, če so že malo starejša, ne. Bog ne da bi jo objel okrog ramena ali pa okrog pasu, ne. Je že nekaj, kaj pa zdaj ne. Oba sva lahko narobe nastrojena. Z napačnimi videnji in tako naprej. Ampak mislim, da je to si zasluži lastno temo. Tako velika tematika v pomenu dotika. Imava sicer vprašanje, ki se navezuje na uporabo mobilnega telefona v 9. razredu. Lahko ga tudi zdaj umestiva, pa potem nadaljujeva s to tematiko v dvojini, če želite, Marko. Seveda. Skratka, poslušalka piše takole: zanimajo kakšen nasvet glede postopnosti pri uvajanju mobilnega telefona kot pametne naprave pri otroku. Namen uvajati telefon v 9. razredu ima to smisel, seveda z omejitvami časa in aplikacij in pogovorom ob tem ter dovoljenjem uporabe v dnevnih prostorih. Zanimajo še, kako potem postopati, kako naj zaupa otroku, da tekom let ukinemo te omejitve in da začne sam samostojno presojati primernost rabe pametne naprave. Kaj je vmesni korak med vsemi nastavljenimi omejitvami in izključitvijo teh omejitev, ko je otrok že starejši? Kakšno je vaše mnenje? Tako se zahvaljuje. Vmesni korak se imenuje prevzemanje odgovornosti. Pa ne za telefon. Otroku omogočimo, da prevzema odgovornost za druge stvari, ki jih lahko sorazmerno dobro nadzorujemo. Prevzemanje odgovornosti za lastno izvrševanje, pa samostojno, začetek učenja, zaključek učenja, da postori svoje, da zaključi tako, da pripravi torbo, da ne da pol zvečer še skače okrog in podobne stvari, ne? Jaz ponavadi pravim tako, da če so otroci, ki so tudi mlajši, pa silijo, da bodo dobili telefon, ko prevzame odgovornost, ko dobijo določene navade in osvojijo znanje, temu jaz pravim, ko znajo pripraviti 4 nedeljska kosila. Takrat lahko dobi telefon in ga lahko uporablja. Ker za 4 nedeljska kosila, to se pravi juho, glavno jed, prikuho, solato in sladico, za te stvari, da jih zna pripraviti,
praktično samostojno, dobro, mogoče ne čisto vsak korak, čisto do konca, ampak da zna planirati, da zna pripraviti, da zna postrežiti. To pomeni tudi, da postreže, pospravi, da je konec, ko je konec kosila, pomeni tudi, da je pult prazen, ne samo miza, pa nič v lijaku, a ne. Da je hrana, če je ostala, da je shranjena tako, kot mora biti, se nahaja tam, kjer mora biti in tako naprej. V takem primeru potem lahko date otroku telefon na uporabo z minimalnimi omejitvami. Seveda vam takoj povem, da otroci, ko bodo imeli telefon, bodo hitro pred vami. Ker bodo uporabljali programe, za katere mi odrasli niti ne vemo, razen če si profesionalc, pa se ukvarjaš s tem, ti vedo nekaj več, pa še vedno so malo v zaostanku. Če mi rečemo TikTok ali pa kaj takega, otroci se samo smijo, kje je že to, ne? To je stara reč, ne? Da bi kakšne druge programe mi jim rekli, tole ti omejujem, lahko omejiš tiste, za katere veš, da so škodljivi, ne. Po drugi strani pa, če gre za fanta, se bomo hitro odločili, da mu dovolimo določene igrice, ne, ker igric ne poznamo. Ne. Pa znotraj igre, ko prideš na zahtevnejše področje, je pa lahko od kršenja zakona do nasilja, do prodaje artiklov prepovedanih in ljudi, do prostitucije. Vse se organizira v okviru iste igre, a ne. Pa je naslov je pa tak, da mislite, da samo z avti divjajo pa dirkajo. Odkrijete, da je nekaj narobe, šele ko vidite, koliko točke dobi, če povozi pešca na pločniku. A ne, pol vidite, da je nekaj narobe s to igro. Ampak takrat ne bo tega naredil, ko ste zraven. Ne? In otroci so vedno imeli kode. Tudi če si dopisujejo, takrat, ko vi gledate čez ramo, on svojemu torej partnerju v tem pogovoru zna poslati kodo, da mama gleda čez ramo, a ne. Vi mislite, da se je nekaj zatipkal, pa niti ne popravlja in tako naprej, v resnici je pa to koda, pazi, mama gleda čez ramo, se pravi, pazi, kaj mi napišeš nazaj, a ne. Ne moreš kar vse. Skratka, zelo jasno, za 4 nedeljska kosila, če znamo skrbeti. Takrat ste lahko, mislim, mirne duše dajete. In pravim, tako za šolske stvari, za prostore in take zadeve, za domače živali, rože in tako. Tam, ko prevzema odgovornost, takrat boste vedeli, da bodo bolj odgovorno se obnašali tudi v zvezi s telefoni. Ko se pogovarjamo o aplikacijah ali recimo v 9. razredu, otroci slišijo naše nasvete, priporočila, ker se ne zavedajo vseh teh nevarnosti, kam lahko vse to pelje. Sploh sliši otrok. Ja, najbolj nevarno je, da mi prepovemo stvari, za katere sploh niso vedeli, da so. In jih pravzaprav mi naredimo reklamo. Ker če je prepovedano, je vedno vabljivo, ne. Vsaj pogledati moram, saj jaz pa lahko neham. To je tako, kot s kajenjem ali pa z drogami ali pa z alkoholom in tako naprej. Jaz lahko neham kadarkoli. Ne, pa se pa ne izide, a ne. Tako sem pa zelo zadovoljen, da so starši, ki se takole vprašujejo, kaj je vmes. Vmes je prevzemanje odgovornosti za druge stvari. Je bilo vprašanje zelo dobro postavljeno. Zelo dobro. Marko, greva nazaj k najnemu pogovoru o dvojini, o starševstvu, o pomenu kakovostnega odnosa in kako graditi odnos, zato da bo tudi otrokom dobro. Zakaj je to tako ključnega pomena? Bi pa najprej upozorila na 2 knjigi, ki ste šli v sodelovanju s Tonijem Mrvičem, sta izdala 2 knjigi. Iskreno v moških, kako s partnerji in sinovi. Ta je bila prva, kaj ne? Ja, ta je bila prva. Potem pa Ženske mojega življenja, kako s partnerico, hčerjo, mamo in taščo. Ko sva omenila tisto zlato pravilo na nek način, če sva midva dobro, kot mama in oče, potem bo skoraj verjetno dobro tudi otroku oziroma otrokom. Kje in zakaj ta preprost recept deluje? Deluje zato, ker
če so midva v redu kot starša, pomeni, da razumeva partnerstvo. To je partnerstvo med dvema enakovrednima osebama. Vzgoja je pa partnerstvo z eno manj razvito, z eno mlajšo, manj sposobno osebo. Manj sposobno, ko govorimo o odločitvah. Nima še izkušenj dovolj življenjskih, možgani še ne delujejo. Center za odločanje deluje čisto po svoje ali pa kako drugače, kot bi pričakovali. Tako da, ko razumem, da je to partnerstvo, v kateri sva neenako vredna, da sem jaz nadrejen in zato pa sem hkrati tudi odgovoren za odločitve svojega otroka. To ni kar nekaj, otrok se je tako odločil. Ne vem, preproste stvari kot, naša ta mala v ponedeljek hodi na plesne vaje, pa v četrtkih hodi na plesne vaje, v torek gre v glasbeno šolo, v sredo gre na plezanje po stenah, v petek ima pevske vaje, v soboto ima verouk, v nedeljo gre pa ne vem kam kleklat. In pa reče, kako da imate otroka, da stalno, je kaj doma vaš otrok? Ja, ne. Ja, pa kako ste to dopustili? Ja, ona hoče. Ja, verjamem, da ona hoče, ampak je zajela s preveliko žlico in se bodo stvari skrhale. In starši, namesto da bi na začetku postavili omejitve, jih bodo potem postavljali. In to, kako naredijo? Rečejo, to si se odločila, to moraš zdaj hoditi celo leto. In seveda to je pa za otroka velika muka in naporno in ni nič doma. Čeprav to se sklada z določenim tipom starševstva, ki se reče odlaganje, odlagališče, otroka vedno odlagajo nekam. Podaljšano bivanje k babici, v neke kulturne, športne in une aktivnosti in otrok je vse povsod samo staršine. Takrat nam še tako dobro starševstvo ne pomaga. Otrok mora biti z nama. Pika. Ali pa vsaj z enim od naju. Koliko? Za enega od staršev je dovolj 3/4 ure. Dnevno. 45 minut. Za tistega bolj zaposlenega ali pa, ki ima tak drugačen urnik ali pa skratka. Ampak da se posvetiš otroku ali pa otrokom, da si dejansko z njimi. Ta drugi mora biti pa več ur prisoten, ne? To se pravi, ta občutek, če se otrok pripravi k delu za šolo in je eden od staršev doma, dovolj je ta občutek, starš je v sosednjem prostoru. Dovolj občutek varnosti, občutek odgovornosti, bo prišel pogledati in jaz dejansko pridem. Tudi ni treba, da pridem z namenom, kako ti gre, ali pa da pridem, si to že dokončal, pokaži mi, da vidim, če dovolj lepo pišeš, ali pa če, ne vem, ali pa hodiš prijemati monitor, da vidiš, če je ogret slučajno, če bi moral delati na papir otrok, pa dela ali pa telefon, če je topu, a ne? A to hitro zaznaš, če je bil prižgan, je topu. Ne? No in jaz lahko pridem na tak način, da otroku prinesem neko malenkost, mu izboljšam kvaliteto življenja v trenutkih, ko se uči. Ne vem, če ima rad, kaj so mandarine, so zdaj na voljo, če ima rad mandarine, jaz prinesem eno mandarino že olupljeno na koščke, na krožničku, na tistem za kafe, pridem v sobo, brez besed postavim na mizo, skuštram lase, mogoče ga še požgečkam, če ni pretirano žgečkljiv, samo s prsti se ga dotaknem toliko, da skoči in grem ven. In navidezno otrok bo hud, nekaj bo rekel, ne, ampak gre za tisto pristno komunikacijo in tista mandarina bo tako dobra. Skratka, in učenje bo sladko. Aha. In v tem je štos. Učenje bo sladko. Otrok pa dobi potrditev, da je viden, da je ljubljen. Viden je, pomemben je in ljubljen je. Tako, je del sveta svojih staršev. Zanimivo, ne, je ljubljen takrat, ko se uči. Aha. Namesto, da je sovražen takrat, ko se uči. Starši, ki so jezni ves čas, ko se uči, pa ne delaš pa to. No, zdaj pa pomislite, kakšen občutek ima, ko se jih spravlja k učenju. Bo ljubljen
bo kakšno presenečenje, ali pride mal, ali ne pride, ali bo samo nek krek in zahteve. V teh 2 knjigah, ki sem jo že omenila, Marko, so prav primeri, tako kot ste jih že uvodoma navedli. Govoriva pa morda še eno spodbudo, zdaj, če sta starša dobro, potem se mi zdi veliko mehkeje zgodijo tudi ti vzgojni prijemi in je lepo sobivanje, ali vsaj verjetnost, da je lepše, tudi dogovorita se, kako se boste odzivala na otroke. Če pa se v partnerstvu stvari zalomijo, sta še vedno in do konca življenja bosta starša svojim otrokom. Zato morda še tu kakšen nasvet z vaše strani, če se starša ločita, odvojita, kako vendarle vzpostavljati dober, spoštljiv odnos med mamo in očetom, čeprav nista več v skupnem gospodinjstvu. Še z te strani, glede na to statistika, vemo, da dokazuje, da je veliko razhodov, ampak vendarle, naj pa ne bi bil to pogoj tudi za slabo starševstvo. Kako se temu lahko izognemo? Kako je lahko kakovosten odnos, čeprav nisva več skupaj? Eno od pomembnih sporočil, ki jih otrok mora dobiti od obeh staršev, hkrati oba morata biti tam, je to, da povesta, da si videl ali pa si videla ali pa ste videli, če je več otrok, da se veliko se kregava, ne razumeva se. Ne gre nama tole najboljš. Nisva najboljša partnerja. Poveva, točno poveva besedo partnerja. Se pa trudiva biti dobra starša. In so se odločila, da ne bova več partnerja, ker preprosto ne gre. Mi da bova šla narazen. Ampak to ne pomeni, da jaz ne bom več tvoj ata, da jaz ne bom več tvoja mama. Še vedno bova to delala po najboljših močeh. Skupaj se bova tudi pogovarjala o tem in tako naprej. Bova v stiku, kar se vas otrok tiče. Če jaz to otrokom povem, sicer obstaja ena majhna nevarnost, da tisti otroci, ki so že opazili, da če delajo v šoli neumnosti, da oba starša prideta v šolo, bodo delali več neumnosti. Zato, da pripravijo oba starša v šolo. Takrat se je treba zmeniti, da v šolo prideta ločeno. Da otroci vedo, da je prišel eden, pol pa še drugi, da nista prišla hkrati, pol zmanjka manevrskega prostora. Nehajo to otroci delati. To je čisto življenjska izkušnja se pokazala kot taka. Drugače pa otroka morata vedeti. In zdaj, na naju pa je, da jaz ne kupujem otrok z večjo čokolado, z več dovoljenja za računalnik, za telefon in tako naprej, in za obveznosti. In kako bosta otroka, kako jih bova delila. Jaz poznam nekaj bivših zakonov, kjer sta šla narazen in sta uspela brez vmešavanja druge stroke. To je najboljše. Sta se dogovorila, kako in kaj, sama, lepo in zadeve tečejo. Če se sami znamo dobro in lepo dogovoriti, je vedno manj boleče. Drugače je vedno vsak strokovnjak skuša tistemu neke prednosti dobiti, ki se je nanj obrnil. Če gre na center za socialno delo in to bodo probali pač socialna delavka ali pa socialni delavec, če je to mama, bo mami probali dati neke prednosti. Sama razumem to kot v zdravstvu. Zdravnik naredi vse, kar lahko, ampak on ni v mojem telesu. Ja, tako je. Jaz sem tista, ki vem podrobnosti. Podobno je tudi pri teh strokovnjakih. Naredijo, kar lahko, kjer ima vzvode, so določena pravila, ampak odgovornost je pa na meni. In tu je žalostno, ko potem krivimo ljudi, ki so tam zato, da pomagajo, ker se zapletejo stvari. Torej res delajmo tudi, ko se razidemo, delajmo v prid otroku in se dogovorimo za dobro otrok. Tako, tudi če najdem neke prednosti, očitne prednosti, jaz jih proti partnerju, jaz jih ne grem izkoristiti, zato ker bodo otroci plačali ceno. Ja, zelo jasno ste to rekli. Mogoče še to vprašanje, potem pa neko zaključno o vrtcu Montessori, sprašuje poslušalka. Kakšno imate vi izkušnje oziroma koliko poznate? Mnenje je preprosto ja. Dobro delujejo, dobro delajo. Hvala. Jaz, kar sem videl, so bile zelo dobre izkušnje. Tisto, kar smo se srečevali s neki strokovnjaki na različnih seminarjih in sem videl, kako ta način razmišljanja
kako ciljno je usmerjeno, je znotraj tistega dovoljenega, je vendar se mi zdi, da je ravno prav enega reda, ki omogoča otroku, da napreduje v malo bolj v lastnem ritmu, ampak cilji so pa jasni, a ne? Še eno, ne vem, če je ravno vprašanje, ampak bolj mnenje poslušalke, ki pravi, zakaj se pogovarjava o dveh, ki živita na koruzi. To sploh ni v spredju, danes se pogovarjava o kakovostnem odnosu med mamo in očetom, ne govoriva v kakšnem partnerstvu sta, ali je to zakonom določeno, ker želiva dobro otrokom v najini vdaji, zato o tem govoriva in kot rečeno, zato sva tudi vzpostavila, če sta skupaj v zakonu partnerja, če skupaj živijo, kako takrat in kaj, ko se razidejo. Marko, ko govoriva o ključnem odnosu med mamo in očetom, kako je to pomembno tudi zato, da bo otroku dobro, sva še nekaj pozabila, kako vzpostavljati dober, kakovosten odnos med mamo in očetom. Ali je zelo dragoceno, da si kljub temu, da je veliko dela doma, pa z otroki, da si kljub vsemu vedno vzameta tudi čas zase. Kakšne so še tiste prvine, ki so se izkazali skozi vašo dolgoletno prakso, da delujejo? Karkoli v partnerstvu, karkoli med očetom in mamo, za dobro tudi otrok. Zelo dobro delujejo družinski obredi. Paste, ne nedeljski sestanki, v katerih bomo analizirali, kaj je bilo, pa kaj bo, pa plane delali. To je smrt za vsako družino, po moje. Ampak družinski obredi, drobni družinski obredi. Ta pa mama pijeta kavo, spijeta kavo, otroci pridejo, že ko so majčkeni in hočejo tudi, 4-letni hočejo tudi kavico pita, ne? In bodo dobili čaj, recimo. Bodo dobili čaj, ali pa dobi, kakšen drug napitek, ki ga ima otrok rad, pa ki se nam zdi dovolj zdrav. In se pridruži. Takrat potem vsi govorimo med sabo, ko se otroci pridružijo, midva se lahko pogovarjava, odrasle stvari in se hkrati pogovarjava tudi z otrokom. Eden, drugi ali oba. In če je več otrok, to je lahko celo tako družinsko srečanje. In morda kdo od otrok noče priti za mizo, ne vem, če so 3, 2 sta pa šla, eden pa ne. Nekaj ni. To je samo znak, ta obred mi pove, da nekaj pri otroku ni, jaz se moram z njim pa posebej pogovoriti. In odkriti, kako da ni prišel, ne da ga vprašam, zakaj pa nisi prišel, ampak skušam ugotoviti, a gre za počutje, skušam ugotoviti, a je bilo v vrtcu ali pa v šoli kaj takega, ali ima s prijatelji težave, ali je naredil kakšno stvar, ki bi mi jo rad povedal, pa se boji, da bo kaznovan ali kaj takega, veste, da ga otroka preprosto nekaj lahko teži. Lahko se pa samo preprosto zatopi v igro. Ja, ali pa ga ampak preverim, pravite. Preseneti. Včasih so take hecne stvari, sem imel kolegico, ki je rekla, da je ko delala v vrtcu, je otrok prišel in je povedala, zakaj ima tako velik trebuh, jo je vprašal. In pravi, dojenčka imam noter. In pol otroku kot pa v jok, ne, kako, prav si tako grda, si dojenčka požrla. A ne? No in te stvari so z otrokom se za pogovoriti, in ima lahko neverjetne zadrege iz situacij, ki so nam čisto jasne, pa si ne moreš misliti, da lahko otrok tak sklep ven potegne, pa ga. S svojimi izkušnjami, svojim videnjem, še nekaj je, ko so otroci majhni, še vse živo. Kamen je živ, kamen govori, drevo in tako naprej, vse živali, to je. Sej otroku sporočajo stvari in to je tako, kot bi govorili z njima. Ne? Če je kamen na soncu, je topo, pa ga otrok pride, kako je topo. To bo je kamen povedal, ne? Ne sicer z besedami, ampak neka komunikacija, otrok je potegnil to ven. Ne? In včasih lahko potegne kaj narobe, poveže napačne stvari in potem se ne počuti dobro. Na meni je, da ga vzamem v naročje, da zagotovim varnost, da se lahko o tistem, kar ga teži, pogovoriva. A sva dobro opravila, bom videl naslednji dan pri obredu. A bo prišel zraven? A ne? Marko, če so partnerski odnosi dobri, potem smo načeloma tudi posamezniki zadovoljni. Ali, če čutim v partnerstvu, da se oddaljujeva,
je zelo pomembno, da se začnem spraševati, kako se znova približati partnerju, se je izkazalo tudi skozi vaša leta, da se stvari skoraj vedno dajo popraviti? Ja, In kako se začne ta proces, da znova vzljubim nekoga, da se mu znova približam? postopek je zelo dobro poznan. Odpuščanje se mu reče. In tako kot pri večini stvari, ki dobro delujejo, je, da moram najprej odpustiti sebi. Da sem bil tak, kot sem bil, da sem vztrajal v nečem, čeprav sem vedel, da ni v redu. In naredil sem tole, nisem ponosen na to, ampak tako je bilo, ko odpustim sebi, jaz lahko začnem odpuščati tudi drugim. Saj to je res. Odpuščanje res ne spremeni tistega, kar se je zgodilo, kar je bilo narobe, kar je povzročilo, da imava situacijo s partnerjem ali pa s partnerico tako, kot jo imava. Ampak če odpustim, potem se lahko začnem pogovarjati in je preteklost ne bo drugačna, prihodnost pa najbrž bo. V knjigah, ki so tudi meni služile za to, da bolje razumem, kako moški mislijo in razumejo in kakšne smo mi ženske in kako nas moški razbirajo, mi je dragoceno tudi to, ko rečete, bistveno je za žensko, da ji povemo, rad te imam, da moški pove svoji ženi, rad te imam, in ženska včasih, ko tega ne sliši dlje časa, misli, da to zdaj ne drži več. Pravite, nič kolikokrat je treba povedati ženski vedno znova, da vam veliko pomeni, da jo imate radi. In nasprotno, kaj naj bi ženske naredile svojemu partnerju in potem posledično tudi v odnosu pravite, da se oče vrača k otroku, da se zanima zanj, da skratka mati nekaj počne vzporedno vedno znova. Narediva s tem zaključek, pa kar konkretno vstopimo potem v stike, v medsebojne odnose, pa naj bo tega res veliko. Ja. Nekaj receptov. Nekaj receptov. No, glejte, če kupite ženi rože za 8. marec ali pa za materinski dan, potem je to pričakovano in tiste rože niso veliko vredne. Je to pač neka moralna obveza ali pa tako, ne. Se jih bomo vesele. Ja. Če bi jih ne bilo... Ja. Dobro. Ja, ne. En toliko, Dobro. rečejo Primorci, en toliko. Rože je treba prinesti takrat, ko ni nobenega zunanjega razloga za to. Ko ni praznik, ko ni obletnica, ko ni... moški naj takrat tudi pričakuje, da bo deležen sumljivih pogledov. Mislim, kaj se pa zdaj dogaja, zakaj me pa zdaj te rože prinesel, a ne? In takrat, če takrat lahko poveš, tako kot se ti je zgodilo, sem poslušal Radio Ognjišče, en dober komad je bil gor, sonce je sijalo pomlad, mim cvetličarne, zavijem, zagledam tisle pušelc, rekel, to je pa za našo, in nesem jaz to svoji ženi in izročim, zato, ker te imam rad. In potem povem, kako se mi je zgodilo, me je spomnila glasba, me je spomnila nate, na najno, karkoli že. Konkretno povežem, veste, 2-krat na leto, če to naredite, bo veliko več kot prazne, umetne besede, rad te imam. Slovenci ne rečemo tega. Prav radi, res je. Prav radi, ne prav težko pogosto. jih rečemo, ne prav pogosto, krasno. hitro izumetničene. Ja. Kaj pa ženske dame? Ja, one pa ravno tako, ne. Kaj je, če poznajo svojega moža, če vedo, s čim ga res lahko preseneti, kakšna malenkost, ampak to so malenkosti, ampak je vezana na njegove hobije, razpoloženja, drugo, tretje, ampak ravno tako, ne za rojstni dan. Takrat ti pač, če naredimo tisto obred, tako kot smo vajeni, ki ga dostikrat delamo, tudi bolj za druge kot za slavljenca, ne. Drobne stvari, tako kot to z rožami. Pripravimo, damo mogoče brez datuma kakšno stvar.
a ne vem, zdaj si izmišljujem, če bi bilo, zdaj se ne da tako nabaviti, ampak če bi šlo ribiško karto, če je ribič, rečeš, ali pa kupiš za ta dan, ta in ta dan ribiško karto. Skratka, vedno nekje v podzavesti imaš svojo ali svojega in s tem živiš in iščeš te trenutke možnih presenečenj in drobnih pozornosti v tem kontekstu. To je ta jezik, ki utrjuje odnos. In to v življenjskem ritmu, ne v ritmu koledarjev, praznikov. Ne samo takrat bova rekla. Ja. Gospod Marko Juhant, pogledam na uro in skoraj nama je že ušel čas. Vzgoja.si, tam je vse vaše delo, pravzaprav skozi res dolga ta bogata desetletja. Tudi ti 2 knjigi priporočam v branje, ker sta zelo lahkotni in seveda tudi vse ostale, ki so nastale v avtorstvu našega sogovornika. Gospod Marko Juhant, hvala lepa kot vedno, zelo slikovito, hitro mine čas v vaši družbi. Čez 2 meseca se že veselim, zdaj takrat pa v dotikih, o pomenu dotikov bližine. Hvala lepa za povabilo. Tudi meni zelo hitro mine čas, vprašanja so vedno vznemirljiva, ki jih poslušalci pošljajo, tako da se veselim naslednjega srečanja. Nasvidenje do takrat in bodite dobro. Nasvidenje. Srečno. Za življenje. Specialni pedagog Marko Juhant.